V športni dvorani Slovenska Bistrica je potekal 56. pokal pohorskega bataljona, ki je tudi letos privabil številne judoiste iz Slovenije in tujine. Na tekmovanju so nastopili kadeti, kadetinje ter člani, med katerimi so se z odličnimi rezultati znova izkazali tekmovalci judo kluba Impol Slovenska Bistrica. Med kadeti je za judo klub Impol srebrno medaljo osvojil Jani Černe, ki je z borbenimi nastopi prišel vse do finala svoje kategorije. Najprej smo Janija Černeta vprašali, kakšni so njegovi občutki po današnjem tekmovanju. Občutki so kar dobre, sicer sem si želel prvo mesto, ampak sem naredil napako v finalu, pa malo sodniške pomote, pa to, ampak treniramo dalje, ne pa konec meseca pa upamo na čim boljši rezultat na državnem prvenstvu. Zanimalo nas je tudi, kako je zadovoljen z delom v klubu ter s trenerstvom. V novem klubu je super, počutim se dobro, vsi sotekmovalci so me super sprejeli, treningi so odlični, pa s trenerji pa vsem delom sem zelo zadovoljen. Odlično so nastopili tudi člani judo kluba Impol Slovenska Bistrica, ki so številnimi medaljami v različnih težnostnih kategorijah osvojili skupno prvo mesto v ekipni razvrstitvi. Z zlatimi medaljami so se izkazali Gal Blažič, David Štarkel, Luka Kodrič in Timotej Kos, srebro je osvojil Rok Plešnik, bronasto medaljo pa Miha Brence. Velik del uspeha gre tudi strokovnemu vodstvu kluba. Po tekmovanju smo se pogovarjali z glavnim trenerjem Filipom Leščakom. Najprej smo se s trenerjem Filipom ozrli na lansko sezono in današnje rezultate. Ja, moram reči, da smo lani imeli kar uspešno sezono. Upamo, da bomo letos ponovili vsaj lanske rezultate. Kar se pa tiče današnje tekmovanje, pa vedno uvodna tekma v slovenskem pokalu in za naprej, da vidimo, kaj smo lansko delali in koliko so fantje napredovali. Tako da tudi na današnjem tekmovanju smo zadovoljni, ker smo osvojili večinoma prvih mest. V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšni so cilji in načrti kluba za prihodnost. Ja, ciljev imamo veliko, od kadetske vrste, mladinske vrste in članske vrste, posod v teh starostnih kategorijah imamo reprezentante in upamo, da bomo dosegli kakšen videšni rezultat na tem evropskem svetovnem prvenstvu. Na koncu smo ga povprašali še o možnostih, da bi klubski pomladek nekoč nastopil tudi na olimpijskih igrah. Mi imamo vse te mlade kandidate za naslednje olimpijske igre, so čez 2 leti. Dobre, upamo, da se bo kdo približal in osvojil normo za olimpijske igre. Drugi tekmovalni dan je v Slovenski Bistrici potekal še 11. memorial Stanka Topolčnika, kjer so se na tatamih pomerili mladi judoisti od kategorije U8 do U14. O poteku tekmovanja in sami organizaciji dogodka smo se pogovarjali z Anejem Dukaričem. Zanimalo nas je, kako je potekalo tekmovanje in kako zahtevna je organizacija takšnega dogodka. V bistvu danes smo zelo zadovoljni z organizacijo, z nastopi tekmovalcev. Danes se bo čez celi dan zbralo več kot 350 tekmovalcev iz 5 držav, od tega je tudi naših nekaj več kot 70 otrok. Tako da tudi nastopi naših tekmovalcev so zaenkrat super, upam, da bo tudi naprej tak. Oba dogodka sta znova pokazala, da ima slovenski judo svetlo prihodnost. Judo klub Impol Slovenska Bistrica pa s svojimi rezultati uspešno združuje vrhunsko člansko raven in razvoj mladih talentov.